Dobro jutro, 4. avgusta, kot smo rekli, 2 dni pred datumom, ko je po lokalnem času ravno takole, malo pred 9, četrt pred 9 nad Hirošimo, ameriški bombnik odvrgel dečka. Little Boy, prva odvržena atomska bomba v zgodovini, ki je takoj ubila kakšnih 70,000 ljudi, potem pa je število žrtev do konca leta naraslo na okoli 140,000. Od tega zgolj kakšnih 10% vojaških. Ja, žrtev. Kolateralna škoda, kot se temu še vedno reče v vojaškem, pa tudi kakem drugem političnem, recimo, žargonu. 5 podatkov o Hirošimi in Nagasakiju, 4 držijo, 1 je izmišljen. 0,1475202, tole so podatki, med katerimi torej iščemo napačnega o obeh atomskih bombah. Listen very carefully. I shall say this only once. Podatek številka 1. Preden so Američani odvrgli atomsko bombo, so z listki, ki so jih odvrgli z letal, prebivalce Hirošime obveščali, da bodo odvrgli atomsko bombo. Drugi podatek. Na dan atomske bombe je v Hirošimi potekal velik dvoboj za naslov prvaka v namizni igri Go. Čeprav je bilo prizorišče zelo poškodovano in nekateri udeleženci ranjeni, so dvoboj zvečer tistega dne dokončali. Tretji podatek. Kyoto naj bi bil po Hirošimi drugo mesto, na katerega bi Američani odvrgli atomsko bombo, a ga je rešilo to, da je takratni ameriški državni sekretar za vojno leta prej v Kyotu preživljal medene tedne in mu je bilo mesto neizmerno všeč, zato je poiskal oziroma določil drugega. Četrti podatek. Ena redkih stvari, ki je atomska bomba ni uničila, je bil bančni sef v eni od bank. Sef je bil izdelan v Združenih državah Amerike, zato je po obnovi banke novi direktor ameriškemu proizvajalcu poslal zahvalo za dobro izdelan sef. In še 5. zadnji podatek. Hirošimske sence so sence ljudi in objektov, ki so ob eksploziji zaradi velikanske vročine izginili, za njimi pa je na mestu, kjer so v tistem času bili, vseeno ostala njihova senca. 0,1475202, kateri od podatkov ne drži. Nič 1,475,202. Iščemo torej napačen podatek o 2 bombah nad Hirošimo in Nagasakijem pred skoraj točno 80 leti. Miha iz Ljubljane je prvi, ki je poklical že preden sva sploh začela brati podatke. Miha, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ste tak poznavalec bombardiranja ameriškega, japonske, da ste rekli, to pa jaz vem, ne glede na vse. Ne. Ni res. Upam, da ne. Ne, na srečo ne. Ste slišali vseh 5 podatkov? Samo še enega, če bi še enkrat ta zadnjega, 5. ponovili. Ja, Hirošimske sence so sence ljudi in objektov, ki so ob eksploziji zaradi velikanske vročine izginili, za njimi pa je na mestu, kjer so torej bili, v tistem času vseeno ostala njihova senca. To je 5. podatek. Ok, ja, mogoče bi tega. Vem, da senca nekaj časa potem obstane, tudi če si stojiš tam. Ampak, dajmo tega. Ne vem pa, če zavedno. Ja, to je podatek, ki bi skoraj lahko šel v našo frekvenco X ali pa vsaj radiovedne. Ne? Hirošimske sence, to je izraz za recimo temu sence, ne? V bistvu gre za fleke na površju, ki so ostali po jedrski eksploziji 6. avgusta, pa verjetno tudi po tisti v Nagasakiju. Ne? Deček je eksplodiral kakih 600 metrov nad mestom za nekaj sekund. Izračunali so, da za manj kot 4 sekunde je temperatura na površju, torej od tega udarca, vročine narasla na 1800 stopinj Celzija. In kaj se je zgodilo?
Ja, v tako kratkem času se površina neposredno izpostavljenih predmetov segreje veliko bolj kot vse tisto, kar je za temi predmeti. In po vojni so raziskovalci to poimenovali učinek bliskovite opekline. Po Hirošimi in Nagasakiju je torej ostalo mnogo tako imenovanih senc, ko je predmet med virom vročine, torej atomsko bombo, in tlemi izginil. Torej, dobesedno jih je scvrlo. Potem je pa v tistih nekaj sekundah vseeno povzročil, da so bila tla, torej za tem predmetom, izpostavljena nekoliko nižjim temperaturam, torej ta predmet je vseeno zaščitil površino pod seboj, kot bi bila brez tega vmesnega predmeta. In eden najbolj teh znanih primerov je v narekovajih senca človeka, ki je sedel na kamnitih stopnicah. In ne gre tukaj le za nek črn madež, ampak dejansko sta vročina in radiacija povzročili, da je površina stopnic postala hrapava, torej spremenili so površino stopnic, razen tam, kjer je sedel ta človek, tam so stopnice ostale spolirane. Ja, človek, ki je sedel, je pa seveda v vročini izginil. Ne? Podobno se je zgodilo tudi z mnogimi objekti, ki so potem za seboj na tleh pustili zgolj večno, kot se temu reče, hirošimsko senco. Miha, kar noro. Upam, da sva dobro razložila, ker je kar tak kompleksen pojav. No? Se strinjam, odlično sta razložila. Hvala. In hvala vam za to, da ste poklicali pa naredili otvoritev v tokratnem. Hvala enako. Lep začetek tedna. Rudi. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Vi ste pa slišali vseh 5 podatkov, ne? Ne, prve 3 nisem slišal. Aha. Dobro. Torej, prvi je ta, da so Američani, preden so odvrgli atomsko bombo z listki nekaj dni prej, z odmetavanjem listkov prebivalci Hirošime obveščali, da bodo odvrgli atomsko bombo. Drugi je, da je na dan atomske bombe v Hirošimi potekal velik dvoboj za naslov prvakov na mizni igri Go. In čeprav je pač padla bomba in spremenila, kot smo rekli, zgodovino, so potem dvoboj zvečer tistega dne dokončali. Pa Kyoto naj bi bil po Hirošimi drugo mesto, pa je potem ameriški sekretar, ki je leta prej preživljal tukaj, se pravi v Kyotu, medene tedne, je rekel, ne bo Kyoto, nekaj drugega bo. Ja, in je bil Nagasaki. Tako. Pa četrti podatek še sef, neuničen sef, neuničljiv sef iz Združenih držav Amerike. Tako 5. smo pa že ugotovili, da drži. Mi bi se odločili za prvega. Jaz bi se odločil za prvega. Dobro bi se odločili. Zakaj? Odlično bi se odločili. Vi pa ste poznavalec tega dela zgodovine ali kako? Nisem jaz, imam pa v avtu svoje otroke in so se oni odločili. Aha. In oni so vedeli ta podatek. Sem mislil, da ste rekli, da imate pa v avtu googlarje. Ne, noben ni na telefonu. Čestitke, ne vem, kako vam to uspe, ampak res čestitke. So se odločili, tako da sem takoj vprašal in so se oni odločili. Številka, seveda, 1. Zgodba, ja. Američani pred bombardiranjem Hirošime prebivalcev niso obveščali, da bo na njih priletel konec sveta, torej atomska bomba. Je pa res, da so na več japonskih mest, več kot 30, odvrgli v tistih dneh, kakih 14 dni prej, približno 5 milijonov letakov o povečanem in intenzivnem bombardiranju v tistih dneh, z besedami, da naj ljudje pazljivo preberejo letak, ker jim lahko reši življenje. V naslednjih dneh naj bi bilo nekaj od teh napisanih, navedenih mest popolnoma uničenih v ameriškem bombardiranju. Ja, gre pa za mesta, v katerih naj bi bila japonska vojaška infrastruktura, ampak ker pod narekovaji nažalost bombe nimajo oči. To je bil zapisan na teh listkih, ne ameriških. Tako, ker so Američani zavezani humanitarnim politikam, vnaprej pozivajo torej civiliste in nedolžne ljudi naj se evakuirajo. Skratka, napovedali so obsežna bombardiranja in uničenje mest, nikakor pa ne ultimativnega uničenja, ki je prišlo, torej ta konec sveta, ki so ga zares povzročili. Ja, ne nazadnje tudi veliko ameriških pilotov, ki so bili del te misije, pravijo, da približno tretjina
pilotov je vedela, kaj se bo oziroma kaj ne bi se zgodilo. Rudi, čestitke. Hvala. Ne Rudi, V bistvu Rudijevi sopotniki. Sopotniki v avto. Ja, čestitke. Tako. Koliko imate sopotnikov? 3 so v avto. Koliko so stari? 15, 14, 10. Sprašujem zaradi številk majic. Odlično. Rudi, lepo bodite, hvala še enkrat, pa pustite podatke Hvala pri Anji v režiji. Lep dan, adijo. Nasvidenje. Adijo, lepo pot v nov teden. Ja, midva pa zgleda, kot da je tema zabavna, pa nikakor ni, ne. Niso pa podatki zares neverjetni. Recimo ta drugi o tej strateški miselni igri Go, ki se igra sicer, če je ne poznate, na deski, podobno kot pri nas šah, taka mreža. Igrata jo 2 igralca in je še vedno zelo priljubljena danes na Daljnem vzhodu, odkudar tudi izvira, torej iz Kitajske. Igra se na, kot sem rekla, igralni deski s kamenčki, figurami 2 barv, običajno so črni in beli oziroma črne in bele figure, ampak več o pravilih ne bi. Je pa kar nekaj zgodovinskih iger oziroma igranj tega Goja v zgodovini, torej in ena je imenovana Go igra atomske bombe. Ja, ker se je pač igrala ravno v tistem času v Hirošimi, kakih 5 kilometrov od točke nič. Ravno so začeli s 3. zadnjim dnem dvoboja med prvakom Utarom Hashimotom in izzivalcem Kaorujem Iwamotom. Eksplozija je pač prišla tudi do te dvorane, močno poškodovala stavbo, ranila mnoge obiskovalce in tudi prevrnila desko, ne, kar je tudi pomembno. Seveda dvoboja niso nadaljevali, vsaj ne takoj. So pa potem popoldne ponovno postavili pozicije in zvečer tistega dne, ne glede na konec sveta, dokončali dvoboj in Hashimoto je z belimi figurami na koncu zmagal za 5 točk. Ja. Naslednja, Kyoto. Naslednja Kyoto je zgodba o tem, kako lahko naključne osebe in njihove osebne odločitve spremenijo zgodovino. 2 tedna, preden so ZDA odvrgli obe atomski bombi, ni bilo Nagasakija na nobenem od seznamov potencialnih tarč, je bil pa na tem seznamu Kyoto, nekdanja japonska prestolnica. Praktično določen, da bo tako drugi cilj, ne? In seznam so sestavili ameriški generali, visoki uradniki in znanstveniki, ker je bil Kyoto takrat mesto s kar 17 točkami pod zaščito UNESCO, z milijonom prebivalcev, primerna tarča tudi zato, ker je bil med vojno minimalno bombardiran in so Japonci zato tja pozneje preselili velik del vojaške infrastrukture, pa tudi univerze so bile tam, torej posledično mnogi izobraženci, tako so razmišljali Američani. Ja, razmišljali so v smislu, da bodo izobraženci razumeli atomsko bombo ne samo kot še eno orožje, ampak kot neko točko preloma v človeški zgodovini, ker so pač izobraženi, ne. No, ampak potem je pa v zgodbo vstopil ameriški sekretar za vojno Henry Stimson je bil to in Kyoto na svojo roko odstranil seznama tarč. Vojska je potem Kyoto večkrat vrnila na ta seznam, dokler ni Stimson odšel neposredno do Trumana in rekel ne, nikakor ne. Zakaj? Oboževal je mesto, tudi nasploh japonsko kulturo in kar je potem odločilo pri tem, da je rekel ne, nikakor ne. Leta prej je bil namreč v Kyotu na medenih tednih in na mesto je imel lepe spomine, tako mu je bilo všeč, da je rekel ne, Kyoto pa ne. Kyoto bo ostal in je potem padlo na Nagasaki. Tako. Pa še 4. podatek, tedaj o neuničljivem ameriškem sefu. Ta je pa po mojem mnenju najbolj bizaren od vseh, ne, ampak ja, atomska bomba je seveda pustila za sabo prah in pepel, popolno uničenje, med drugim je popolnoma porušila tudi dvonadstropno stavbo banke Teikov zgrajene leta 1925. Stavba je stala relativno blizu mesta, nad katerim je eksplodirala atomska bomba in se popolnoma podrla, kakih 12 zaposlenih je pa takoj
umrlo. Ne. Ja, praktično ni ostalo čisto nič, razen 3 sefi in pač tisto, kar je bilo v njih. Očitno je bilo to precej vredno. Banko so, potem ko so jo leta 1950 obnovili, je novi direktor banke napisal pismo in ga poslal Mosler Safe Company of Hamilton v Ohaju. Napisal jim je, ja, vaši izdelki so močnejši tudi od atomske bombe. Tako je pisalo v zahvalnem pismu, ki so ga potem v tem podjetju seveda znali uporabiti za svoje reklamne dejavnosti. Ja, naši sefi preživijo tudi atomsko bombo. Kmalu bo 9 na Valu 202. Hvala za sodelovanje v tokratnem Antikvizu in se slišimo prihodnji ponedeljek.